17. praznik občine Grad so slavnostno sejo občinskega sveta proslavili na Dolnjih Slavečih. Na začetku so se spomnili tudi rojaka, akademika Antona Vratuše, rojenega prav na Dolnjih Slavečih. Domači župnik Marko Magdič je podelil blagoslov za razvoj občine, županja Cvetka Ficko pa je predstavila razmere v občini in se zahvalila vsem, ki so prispevali k uspehom. Verjamem, da nas ob kakršnem koli praznovanju vedno obdajajo lepi občutki in tako naj bo tudi danes. Praznovanje je tisti čas, ko se spomnimo vseh doseženih uspehov, tako majhnih kot velikih, in je tudi čas, ko si zadamo naloge za naprej. Nalog in potreb je veliko, a vedeti moramo, da za vsem stojijo finančna sredstva. Tako je potrebno odplačati finančne obveznosti iz preteklosti in gospodarno načrtovati prihodnost. Finančni prihodki niso odvisni od nas, ampak jih kljub vsem nalogam in našim potrebam narekuje država. V tem času in v tem finančnem stanju obljubljati nerealne cilje je zame nespremenljivo. Zadali smo si cilje, ki so lahko uresničljivi. Praznovanje pa je tudi čast in priložnost, da se iskreno zahvalim vsem in vsakemu posebej, ki skupaj načrtujemo in ustvarjamo za vse nas, za naš lepši in boljši jutri. Vsak cilj, ki ga skupaj dosežemo, naj nam bo spodbuda za delo naprej. Iskreno čestitam tudi vsem dobitnikom priznanj za njihov trud in delo. Županja je spomnila, da je občina lani med drugim dobila zastavo in grb, simbola, ki ponazarjata identiteto kraja, zgodovino in ljudi. V letošnjem letu je po dolgem usklajevanju z nosilci prostora in intenzivnim delom na dokončanju prostorskega načrta občina Grad pridobila zopet en poseben dokument. To je občinski prostorski načrt, ki je podlaga za nadaljnji razvoj občine. V prvi polovici letošnjega leta so se izvedle investicije na področju urejanja cest ter ureditvi odvodnjavanja po vaseh v naši občini. Na urejanju cest, jarkov, okolice objektov in pokopališč veliko dela opravijo delavci režijskega obrata. Veliko časa in sredstev je bilo potrebno nameniti tudi odpravi posledic ponalivih, ki so letos res ekstremne. Zgradili so se tudi vodovodni priključki še za nekatera gospodinjstva. Uredili smo tudi okolico igrišča pri gradu za izvedbo drenaž in zasipom jame, ki je bila včasih ribnik. Ta prostor bo v prihodnosti namenjen rekreaciji in druženju na prostem. Za pripravo novega odloka o kategorizaciji občinskih cest je v mesecu aprilu bilo izvedeno snemanje cest, prometne signalizacije in objektov za odvodnjavanje. K temu smo morali pristopiti, ker je Ministrstvo za infrastrukturo že od leta 2011 občino opozarjalo, da je potrebno urediti banko cestnih podatkov. Z mesecem junijem smo upravljanje vodovoda predali javnemu podjetju Vodovod Sistem B in tako operativno zaključili projekt oskrbe Pomurja s pitno vodo, kar pa ne pomeni, da se je projekt ta trenutek finančno uspešno končal za našo občino. Še vedno so namreč odprte nekatere finančne obveznosti, ki jih bo treba poravnati. Pred nami so še investicije, ki jih bomo izpeljali v letošnjem letu. Nekatere pa se bodo nadaljevale tudi v naslednje leto. Tako smo ta teden pristopili k sanaciji čistilne naprave v Motovilcih, kjer je predviden rok dokončanja do 10. septembra. Istočasno se ob sanirani čistilni napravi izvede tudi ekološki otok za zbiranje odpadkov. V naslednjih dneh bomo s podjetjem Pomgrad iz Murske Sobote podpisali pogodbo za investicijsko vzdrževanje javnih poti v naselju Grad, Dolnji Slaveči, Kropljivnik
in povezava Vidonci-Kovačevci. Predvidoma v mesecu septembru se bodo začela dela na izgradnji rondoja v križišču Motovilci-Dolnji Slaveči. Proti koncu leta pa se predvideva izgradnja pri pokopališču Grad oziroma Vulkaniji, ki se bo potem končala naslednje leto. Spoštovani, vem, da je pred nami še veliko potreb in želja, da bi naš vsak dan izgledal boljši in prijaznejši za slehernega izmed nas. Upam in želim, da bomo skupaj z iskreno besedo in spoštovanjem dosegli zadane cilje. Slavnostni govornik je bil predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Zidanšek in ob tem poudaril, da če je v Sloveniji kaj uspelo, je uspela lokalna samouprava, s čimer je bil razvoj po državi bolj enakomeren in okrcal ljubljanski centralizem. Nikoli ti kraji ne bi dobili vse to, kar je med drugim županja naštela in seveda kaj te kraje še čaka. Žal živimo v času, ko je Ljubljana izredno centralistična. Tega moram reči, da delujem v lokalni samoupravi sam osebno že skoraj 20 let aktivno, se ne spomnim. Dejstvo je, da je država mačehovska, da se ne zaveda, da smo ti isti državljanke in državljani tudi občanke in občani teh lepih slovenskih krajev. Ko zmanjka sredstev, ki bi jih v skladu z zakonom država morala zagotavljati, ko govorimo o povprečnini, se pravi o tistem razvojnem denarju, sredstev ne zagotavlja niti za redne naloge naših občin. Žalosti nas v zadnjem mandatu, da ne koristimo evropskih sredstev, s katerimi smo marsikaj v preteklosti v naših občinah uspešno postorili. Želim si, da vse to skupaj v bodočnosti spremenimo, da damo pravi poudarek tem enakomernem razvoju te naše lepe države. Na slovesnosti so podelili tudi plaketo in priznanja. Letošnjo plaketo občine Grad je dobila Darinka Bauer za požrtvovalno delo na področju humanitarne dejavnosti. Priznanje občine Grad pa so dobili Prostovoljno gasilsko društvo Radovci ob 80-letnici delovanja, Nogometni klub Grad ob 50-letnici delovanja, Sabina Huber iz frizerskega studia Sabina za 25 let dela v obrti, Miran Zadravec iz okrepčevalnice pri Veselem Goričancu za 20 let dela v obrti, ki se slovesnosti ni mogel udeležiti, Viljem Grah iz Motovilcev za dolgoletno delo v lokalni samoupravi, priznanje je prevzela hčerka Roksana, in Ciril Mihalič iz Krupljivnika za dolgoletno delo v lokalni samoupravi. Nagradili so tudi uspešne učence in dijake občine, pa tudi vse mamice, ki so lani rodile. V programu so nastopili mladi občani in občanke, Mačo in Mejki, mladi Pomurci in posebna gostja Ditka. Za srečno skupno vandranje v kam, skozi solzenja, svetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino Sovsi, na goro vstajenja, izmera znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena